Dober večer, tudi v mojem imenu. Lepo pozdravljam vse navzoče iz Poljan in bližnje okolice in našega gosta, ker ga bom Mirko posebej predstavil, ne bom jaz. Dobrodošel. Bi za molitev prebrali en odlomek iz knjige Modrosti, ki je, svetopismo je živa beseda, je vedno navdihujoče, tako bo tudi verjamem danes. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Meni pa naj Bog da, da bom govoril z razumnostjo, da bo moje razmišljanje vredno prejetih darov, saj on hkrati vodi modrost in usmerja modre. V njegovi roki smo namreč mi in naše besede, vsa preudarnost in poklicno znanje. Zakaj on mi je dal pravilno spoznavanje bivajočih stvari, da razumem sestavo vesolja in moč njegovih prvin, začetek in konec in sredino časov, premene sončnih obratov in letnih časov menjavo, kolobarjenje leta in lego zvezd, naravo živali in nagone zveri, silno moč vetrov in miselnost ljudi, pestrost rastlin in moč korenin. Spoznal sem, kar je skrito in kaj je vidno. Poučila pa me je modrost, umetnica vsega. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Gospod nas blagoslovi, varuj vsega hudega in nas privedi v večno življenje. Amen. Ja, ne bom ene splošne predstavitve Matica napravil, ampak bi povedal, kaj me pri njem najbolj nagovarja, ampak imam čutek in verjamem, da si boste lahko vi sami ustvarili sliko, kaj bo vas nagovoril. No? Midva smo se prvič srečala pred kakšnim letom na pripravi na diakonat, ko nam je govoril in mene je res zelo nagovoril. Od takrat sploh na radiu Ognjišče, kar ne špičim v ušesa, ko slišim to besedo Matic Vidic. Kakšne par mesecev nazaj si bil VIA pozitiva, ne? Zelo priporočam. Na radiu Ognjišče v arhivu jo najdete. Preživel je eno težko mladost, bo verjetno sam kaj več povedal, ampak mene nagovarja s tem, kaj je on iz tega svojega življenja naredil. Danes je tudi diakon. V enem intervjuju na internetu sem zasledil, ko je izjavil, da diakon je lahko zato, ker ga žena neizmerno ljubi. Drži? Ja, res je. No. Bil je tudi 7 let v vojski, tako da imata nekaj skupnega z našim župnikom, čeprav nista bila lik sočasna, ne? Smo se bili zgrešila. On je sedanjega časa, jaz sem pa iz prejšnjega. Po odhodu z vojske je pa začel z logoterapijo, kar se mi zdi, po taki mladosti in po takem življenju osmišljati smisel sebi in drugim, ne, to ti je pisano na kožo, tako da jaz upam, da nam boš še kaj lepega skupaj povedal vsem nam in da bo vsak od nas pobral nekaj, kar bo njega nagovorilo. Hvala, spoštovani. A ja, še to. Odkar je bil v vojski prav rad mikrofona? Zdaj smo se zmeraj drli, ne, na glas, zato da si bil slišan. Ne. Vsi so mislili, da so vsi jezni v vojski, ko se tako derajo. Ne. Ampak ključno, da si razumljen, ker nič ne pomaga, če bi 2 ure govoril, pa me ne bi noben razumel nič. Prihajam iz Novega meseca, tudi po govorici in ne skrivam, ne, kaj naj, tako je. In
vsi smo zmeraj ponoseni s tem, kar prihajamo, tako da tudi moja govorica. Se trudim čim lepš govoriti, ampak včasih me zanese, verjamem pa, da boste razumeli, ker ni spet tako v drugo stran sklenjena. Začeli bomo s pesmi, začeli smo že z Božjo besedo, hvala za čudovito predstavitev, bi ga kar hodil z menoj zdaj, ne? Začeli bi pa s pesmi, zato ker tudi ta pesem se mene dotika in tudi mojega poslanstva. Zato bi prosil, imamo tle kaj pevcev, imamo, ne? Ja, ne se šparati, prav? Ne se šparati, ker ti ne pojemo drugemu, pojemo Gospodu. Zato bomo korajžni, prav? Jezus se ob morju ustavi, me pogleda in prijazno povabi. Pusti ribe, ljudi lovil boš. Dragi Jezu, si res mene poklical, s tvojih ustnic svoje ime sem zaslišal. Glej, zapuščam prazen čoln na obali, zdaj odhajam, kamor kličeš me ti. Reven, nesposoben sem človek, kar premorem je zvestoba do tebe. Rad potegnil ljudi bi z greha. Dragi Jezus, si res mene poklical, s tvojih ustnic svoje ime sem zaslišal. Glej, zapuščam prazen čoln na obali, zdaj odhajam, kamor kličeš me ti. Tu sem, moje roke porabi, šibke noge in okorne besede, kaplje znoja in sol ljubezen. Ajde, zdaj pa na glas. Dragi Jezus, si res mene poklical, s tvojih ustnic svoje ime sem zaslišal. Glej, zapuščam prazen čoln na obali, zdaj odhajam, kamor kličeš me ti. Si pa zaploskamo lahko, ne? Ja. Pesem zmeraj ogreje malo človeka in duha. Sicer bi lahko malo bolj veselo pel. To je vesela pesem, ker Jezus mene kliče, ne? Reče mi, pusti sprazen čoln, pa dej pej delati prave stvari, ne? Veste, jaz zmeraj pravim, ladja ni narejena za pristanišče. Ladja je narejena za čez ocean, da je tja daleč. Ker ladja, ki je v pristanišču, z njo nekaj narobe, ali jo popravljajo, ali še ni natovorjena, ladja je narejena za nekam stran. In tudi ta pustimo v življenju prazen čoln. In mene ta pesem, veste, zato me nagovarja. Jaz sem kot majhen, kot otrok, jaz sem jecel, nisem mogel nič povedati skoraj. Mene so vsi zafrkavali. Mene je bilo grozno nerodno. Ne? Tako sem bil kot ta, ne? Okorne besede, ko Mojzes. Mojzes tudi je imel, piše, kamne v ustih. Ne? Ampak, ne?
Bog dela po svoje. Ne? In zato veste, da sem nehal jecati. Ko sem šel prvič berilo brati na ambon, od takrat več naprej ne jecam. Se morate misliti. Da je bilo toliko jaz sem logoterapeut, sem pa prej izkusil pri logopedih. In lejte, kako pomaga. Ne? Tako, zdaj pa gremo jaz malo današnji evangelij, ne, mislim, današnja Božja beseda, sicer smo že imeli o modrosti, ne, ki je naša učiteljica, ki je naš duh, ki nas pelje naprej, ampak bi o Gobovcu, ker danes smo se tudi dotaknili delo za Romi. Ne. Jaz delam s tistimi, veste, ki jih noben ne mara. Ne. In ravno ta beseda Božja se me najbolj dotika, bi sem tukaj prebral, ne. K njemu je prišel Gobavec in ga na kolenih prosil, če hočeš, me moraš očistiti. Zasmilil se mu je, stegnil je roko, se ga dotaknil in mu rekel, hočem, bodi očiščen. In gobe so tako izginile in bil je očiščen. In mi vsi, dragi prijatelji, imamo nekaj gobovcev okrog sebe. Veste, gobavost je, vzunaj gniješ, pa nič ne čutiš. Danes imamo pa duhovno gobavost. Nič ne čutimo, pa kar malo gnijemo. Ne? In zato to leto je leto romarji upanja. Kaj pomeni upanje? Ne, da bo nekaj dobrega, bo nekaj smiselnega. In romarji, kaj smo na poti? Jezus preden je prišel do Gobovca, veste, kje je bil? Na gori je molil. Pa je šel pa dol in je šel zdravljati. In jaz večkrat danes me je kot terapeut, imam tudi več, bi rekel, prostovoljnih terapij, oziroma pomagam ljudem, ki so v stiski, ker ponavadi rab terapija ravno tiske nima nič, veste, to je zmeraj tako kot zakleto. Ne? In imam eno gospoda, se po telefonu kličeva, ker tudi je težko mobilna, in pravi, veste, jaz skus molim. Se rekel, gospa, super, zdaj pa malo nehajte moliti, ne? Nekaj treba še kaj narediti, veste, ne? Ljudje mislijo, ne, jaz zmeraj pravim, ali je lažje moliti? Jaz verjamem, da je cel dan lažje, cel dan moliti, kakor pa nekaj konkretnega narediti. Ne? In mi smo včasih kar malo lenčki, ne? Bi še več rožen ven zmolimo, pa da bo delalo. Tako, v glavnem naj se predstavim, gospod, čudovito se mi predstavil, hvala, naj se še enkrat zahvalim, vesel sem, da sem v vas, vesel sem, da ste me povabili, ponavadi zmeraj hodim okrog s Pavletom Ravnohribom, ki ima talk show, moja vera, z njim hodim okrog, tole, da me pa sami hoče slišati, pa ni tako pogosto, zato sem vesel in sem se pred vabilu odzval, ker če bi bil ne vem, kaj bi danes prišel sem, ne. Vlane, tako da sem Matic Vidic star, sem mlad, sem 37 let, prihajam iz Novega mesta, sem rekel, sem logoterapeut, se pravi, logos pomeni smisel, terapija smislov, ali jaz prevajam, ne, za terapijo z Božjo voljo, ne. Ker Bog ima zame neke načrte in to je smisel moj. In jaz moram postati čuteč, kakšne načrte ima Bog z mano. Ker jaz se bom sebe uresničeval, jaz bom zares jaz, samo če bom sledil Božjemu načrtu. Kaj Bog želi z mano? Ker mene Bog ni poslal na ta svet za brez veze, zato da bom mešal zrak, pa da bom štrene molil, pa karkoli je. Mene je Bog poslal z razlogom. Zakaj? Ja, ker ima neke načrte z mano. Z razlogom je vame dal neko zanimanje, neko navdušenje, neko radovednost. Veste, v življenju najbolj ključno, da vemo, kaj je moja radovednost. O čem bi jaz lahko cel dan študiral, pa razmišljal, pa načrtval, ker to je moje, to je Bog vame dal, z enim razlogom, zakaj, da se uresničim, da preko mene deluje. In zato jaz zmeraj imam pastoralno logoterapijo, se pravi, da tudi tisti, ki so verni, da jih tudi z Božjo besedo se pozdravimo. Ker te rane, ki jih nosimo današnji človek, veste, danes so največkrat duhovne rane. Ko več ne vem, zakaj sem, ko nobenemu ne koristim, ko nobenemu ne pomenim nič. Tu so prave rane. In posledica je pa kaj? Ja, da sem pa žalosten, pa da me v krizu ščipe, pa da imam izpuščaje na kožah, pa da ne morem ponoči spati. To so pa simptomi. Ampak izvor je pa kje? Ali jaz uresničujem resnično to, zakaj me je Bog poslal? Druga stvar je najlepša služba, ki jo imam. Da sem 10 let poročen, 11 let, ženo Petro in da imamo izmoljenega sina Izaka. Izmoljen je, veste zakaj? In da so se matrala 7 let. In to, kar je stvariteljsko, veste, da sta dva skupaj, da se ljubita, ne, da se na koncu je že bilo kar matranje, veste, ni bilo več ne daritev, ne stvariteljsko, ne, če bo samo matranje že, ne. Ker tako zelo želiš, ne, tako zelo želiš, kaj? Tudi osmisliti zakon.
Ne? In mi, da smo dala vse čez, veste, najprej vse preglede, potlej eno umetno, drugo, ene mazače, druge, tretje polagalce v rok, vse naredila, kar obstaja na tem svetu, v Sloveniji, na Hrvaškem, vse. To je bilo 7 let samo okrog in okrog, brez glavo. Pol je pa prišel, je pa tudi zdaj v vikariatu, takrat je bil posvečen za duhovnika, Gašper Naglost, pa ni on spal z njo, ne. Ampak ne, je opravil bolniško maziljenje, čez 14 dni je. Jaz se pa spomnim, veste kako, čist druge razmišljaš, ne, po človeško, ne. Moja Petra je brala vse forume in enkrat je rekla, tam je drugič tretju, v glavnem tako, da smo potle se razveselili, smo mu dala Izaka, ker je bil tudi izmoljen otrok. Druga stvar, sem bil tako kot gospod župnik, sem bil v vojaškem vikariatu, to je bilo 7 let, najlepših let, veste zakaj? Jaz sem bil, to ne preveč snemati, ali pa ja, zdaj kar je. Jaz sem bil plačan, da sem športov, kofetkov pa molil. Da si predstavljate še kaj boljšega, no? Tako da sem vse hribe prelazil, kar je vse transverzale, vse presmučal, delal sem s piloti, delal sem nekaj tudi z pehotniki, z gorci, tako da sem dal vse te tečaje čez in sem se nekaj naučil največ v vojski, kar mi je dala, da nobenega ne zanima, kva men paše, kva si jo želim, pa kako se jaz počutim. Ker povsod drugod, veste, jaz sem se prej ukvarjal veliko s podjetništvom in sem kar nekaj podjetij sem imel, pa malo sem se šel politične karijere, tako da sem že pri 26 sem že 4 podjetja za sabo in jaz sem se samo ukvarjal, kako čim več denarja imeti, pa kako biti čim bolj vpliven. Moj strat mi je pa skozi govoril, pop, iz tebe ne bo nikoli nič. To je bilo glavno, iz tebe ne bo nikoli nič. In jaz sem bolj, on meni to govoril, jaz sem bolj rinil v nove poslovne projekte, vse gor dol, dokler ni na koncu vse propadlo, tukaj, da sem dobesedno obležal na postelji, novodobno se reče tu izgorelost, logoterapevtsko se reče tu bivanska praznota ali eksistencialni vakum, pri nas se reče pa brezbožnost, ne, skoraj, ne, sem brez Boga. Sem se pol 1 leto ukvarjal sem, kaj ima Bog z meni želi sporočiti in iskal Boga na vsak način. Pri nas doma nismo bili hudoverni. Bili smo verni na ta način, veste, ko te pripeljajo do cerkve, te spustijo, pa te pol pridejo iskat, vmes so pa bodi si v gostilni, pa mislijo na Boga, na cerkev ali pa tako. Tako da doma se molilo ni, praznovalo se je za vzorec, ampak meni se je vse spremenilo, meni se je vse spremenilo potlej kasneje, ne, pri nas je bila taka zelo čudna družina, mama je bila zelo bolna. Ona je imela stomo in to je bila že pred 22 letih in lepa ženska, ki je imela in je bila zelo bremenjena s tem, zelo je trpela. Ne. Včasih je bilo to stoma še drugače, zdaj tu že, bi rekel, se nekako že da s tem živeti bistveno lažje, takrat pa je bilo to zelo nerodna reč. Oče imel pa blazne težave z alkoholem, ne, blazne težave, ne, tako da je bil doma skusen kreg. Skusil se kregala, on je prišel domov pijan, mami je upila in to ni bilo ničemer podobno, no. Tako da je potlej pa ta bolezen napredovala, tako da je potlej 2001, ko sem 14 let, se je pa obesila, no, in naredila samomor. Tako da sem pa ostal brez, oče ni bil sposoben živeti zame, tudi zase ni bil sposoben, tudi je čist propadel in ker je imel steklarstvo, je tudi steklarna propala, on je propadel, jaz sem bil pol malo pri starih starših živel in je bilo grozno, hudo je bilo, ampak takrat, ne, veste kako prav Frankl, ne? Iz ruševin se zvezde najlepše vidijo. Ko je vse podrto, veste, zdaj jih ne vidimo. Ampak ko je pa vse podrto, takrat pa vidiš zvezde. Ne? Takrat spoznaš, da si ljubljen, da si željen, da si hoten, da te nekdo neizmerno ljubi. In jaz sem takrat resnično izkusil in spoznal, da je Bog moj oče. In edini kraj, kjer sem se počutil normalnega, kjer sem se počutil sprejetega, je bila cerkev. Jaz sem izkusil v cerkvi. Vsi so nehali ministrirati po Birmi, jaz sem pa začel ministrirati. Ne. Tako da je bila, tle bi rekel, bila moja močna izkustva, to je bilo prvič, drugič pa, ko sem po vseh teh podjetniških podvigih na koncu vse propalo, sem potlej spoznal, da se mu dam odprem na razpolago in Bog spregovoriti. In pa sem videl glas za vojsko in jaz sem gledal tisto plačo, ki je bila napisana. Sem rekel, jaz še kot študent nisem imel nikoli tako nizke plače. Ne, ampak sem rekel, Bog že ve, ne? Bog že ve zakaj, tako da sem šel v vojsko in sem res spoznal, bi rekel, tisto napuh, lakomnost,
se je razblinila, ker tam resnično ni nobenega zanimalo, kaj si je želim, kaj me paše. Jaz sem mislil, da sem z 2 diplomama prišel za kariero, da me bodo tam kaj cenili, pa mi je noben cenil. In tako sem rekel, najbolj spoznal pot, da sem v čim ponižnosti. Ne? Ker danes je najhujš tudi pri vzgoji, kaj delamo. Ja, naše otroke delamo za bogove, ne? Ampak biti Bog je nekaj težkega, tu sem za enega. Ne? In zato je ravno vojska, meni pravimo, gre vsi mladi v vojsko, ravno zaradi tega, ker se naučiš to, da nisi Bog, da nisi prvi. Ne? Ker ko enkrat štrliš, ven dobiš samo 50 kazenskih sklec, nič drugega ni. Ne? Če pa imaš srečo, pa ti šteješ, pa vsi drugi delajo zaradi tebe. Ne? Na tak način. Tako da rad sem v hribih sem se počutil dobro, ampak zdaj ne smem plezati, sem ženi obljubil, ko smo dobila Izaka, da nam več plezal, tako da zdaj ne smem več plezati. Zdaj sem še na sprehode, obhode. Četrta stvar, ki jo pa tudi delam z veliko ljubezni in tudi poslanstvo, so pa Romi in pravimo cigani pri nas. Ne. Jaz živim zraven romskega naselja, Žabjak Brezje, tam je od 800 do 1000, veste, tu se grejo, ne, pa grejo za en dan v Kranjke, najbrž pa prijo spet nazaj, tako da se ne da jih nikoli točno prešteti. No. Tako da ocena je med 800 in 1000 in to je pri nas taka zanimiva situacija, no, pa bom malo to opisal. Kako sem začel z Romi, z borilnimi veščinami? Pri nas je bila zgodba taka z cigani, da smo imeli, vsaka hiša imela svojo ciganko. In mi smo imeli v špajzi, smo imeli zmeraj eno polico za ciganko, kar je ostalo, ali star kruh, ali govedna, ki je bila že dolgo v skrin, ali kaj od južne ostalo, smo mi imeli tam zmeraj spravljeno. In ona je prišla vsako soboto, lepo pozvonila in je prišla dol na dvorišče in je čakala. In ko je prišel kdo ven, smo rekli, mama, tvoja ciganka je prišla. In mama je šla ven in vzela in ji dala. In tudi vsako soboto med 11 in 12 uro je ona prišla, tisto, kar smo mi pripravili. Se pravi, od cujn, od oblek, vsega, se pravi, kar nismo rabili. Tako da eventualno smo bili skoraj ničelno odpadkov, ne smo imeli, ne? Ker smo res skrbeli. In je bilo sožitje. In to sožitje je trajalo, dokler se ni pa začelo vnašati v naše okolje ta nestrpnost tega vidika, tam imajo pozidano na nelegalno, nobenega dovoljenja, tam se gradijo in pa so se začeli prvi protesti, je bilo prvo zapora krožišča in tako naprej in pa se je začela ta mržnja. No? In smo tudi mi spodeli, nimaš tako iskati, zgin, da te ne vidim, ne? Do te ciganke in do vseh drugih. Ne? In tu se je stopnjevalo do te načine, ne, da smo se vsi sem grduše gledali. Ne? In je bilo zmeraj samo zgin, da te ne vidim. Potli pa nekega dne, je pa bili sred kosila, smo bili se pa sliš krosovc, veste, ta krosovc je pa zelo glasen in se je en Rom se je vozil po našem travniku gor pa dol, ne, pa po njivi, pa tam še bil še krompir pa vse, ne. In jaz isto, alo, grem tja, kaj pa ti delaš, ne, pa pride, kaj pa je, majster, ne. V glavnem je pred napadel, no, danes je zaprt za 30 let, kaj enega ustrelil, no. V glavnem, in jaz sem se takrat ustrašil in strah pa rodi, veste kva, sovraštvo. In jaz sem jih tako sovražil, jaz sem jih tako mrzil, da vam ne znam povedati. Tako močno, da sem šel borilne veščine, se vsak teden, po 3krat na teden, po 2 ure se učiti lomiti kosti, z nožem štihati, pa s palcem tepsti. Sem zato, da bom lahko, pa veste se kaj zaradi strahu, da bom lahko obvaroval svojo družino. Ker takrat sem bil prvič, da ne morem jaz obvarovati svoje družine. In to se je res enkrat zgodilo, enkrat je pa res prišel, eden pride, malo starejši, Rom, okajen, pride preveč blizu hiše. Malenkost preveč blizu sem ocenil, grem pred tja in ga prijem, hej, kva boš ti tam, da ga bom obdelal, takrat sem po tistem njegovem obrazu se v bistvu zagledal sebe, kva sem je stratil. Kakšen človek sem je stratil, da bi tam nekoga prebunkal, no? In sem se strašil samega sebe, ker veste, to sovraštvo je zmeraj kot strup, ki ga spijem, pa čaka, da dela na drugemu, pa ne dela, na meni dela. Takrat sem se odločil, zdaj pa dosti tega, zdaj se pa primo roke, zdaj pa nekaj naredi. In tam im naše hiše, ki smo, mi smo zračne 1 kilometer stran oddaljeni tega največjega naselja romskega jugovzhodne dele Slovenije, samo Pušča je še nekoliko večja. V glavnem hodijo, imajo romsko transverzalo ali cigansko pešpot, no, imajo do Mercatorja pa do Hoferja. In to je polno smeti. To je bilo polno smeti, zmeraj polno smeti, mislim, nenormalno smeti.
In tu smo imeli enkrat na leto, smo imeli res akcijo in tu so kar s traktorji hodili s parkolcev, da smo tisto vse dali. Ne. To je bilo nagravžno, ko včasih, ko zdaj na Kosovem ali pa kje, kaj vidite, same smeti. Ne. In jaz sem se odločil, ker zjutraj sem zmeraj hodil, tu mi je pa vojska dala, da jaz od 5 do 6 vsako jutro grem teč. Pa še psa sem v srečko, to zdaj ga ni več, v glavnem smo hodila. In zjutraj, namesto da bi jaz ali malo v hvalnice ali malo v rožanovencije, sem klev. Te piji ciganske so spet to naredili in to je vsako jutro isto. In vsako jutro, namesto da bi začel dan z nekim veseljem, z nekim, da sem se zbudil, sem začel s kletvicami. In pa sem rekel, da moram nekaj spremeniti, sem začel pobirati smeti. Vsak dan za njimi pobirati smeti. In tu je, veste, pobiranje smeti, tu je najlepša drža, ker veste zakaj. Tu je podobno kot umivanje nog. Danes več ne umivamo nog, ne? Ampak pobiranje smeti za drugimi. Pa noben ne ve za kom, ampak za nekom pobiranje smeti. In tu vsak dan pobiranje smeti se počasi začelo tudi pri meni, samega mene spreminjati. In pa sem videl, da je tudi caj, da z njimi kaj spregovorim. Ne? In sem prišel do njih in sem rekel, a bi se dalo, da bi vi drugič tele smeti pa dali v koš. Ker majster, tu so bili drugi, tu nismo bili mi. Ne? Itak, ne? In potem sem šel še drugim reči, in drugim. Ključno pa je, veste, razlika med strpnostjo, pa toleranco in spoštovanjem je pa, da strpnost pomeni, da trpim, da mi je grozno, ampak bom preživel. Spoštovanje pa pomeni ljubezen. Pomeni pa, da te ne gledam tak, kakršen si, ampak te gledam tak, kakšen bi lahko postal. Te malo povzdignem. In nisem tudi njih ne gledal, kakšni ste, kva ste naredili, ampak a bi se dalo, vi dragi prijatelji, da bi te smeti dali v koš. In zdaj po 6, 7, 8 letih teh smeti ni več. Pa kaj bo treba? Prijazna beseda, ne bunke, ampak prijazna beseda, dostop, odprt svoje srce. No in pa sem začel s Petrom Kokocem, on je iz Kranja, drugače prihaja, je pa vikar v novomeški, generalni vikar novomeške škofije in jaz sem klical enkrat škofa, oziroma sem imel možnost priti z njim v stik, prejšnjim škofom, pokajenim Andrejem Glavanem, sem rekel, gospod škof, sem rekel, veste, vi pošiljate ljudi po celem svetu, v Afriko, posod. Skotlej imamo pa pred nosom, pa jih noben ne povoha. Prav, veš, Matic, prav, vsi duhovniki, kateri so se ukvarjali z njim, so dobili ogromno gorja. Enemu duhovniku so se 3 ženske slekle, pa so ga slikali in so ga pol izsiljevali za ne vem koliko denarja skozi. Drugemu ne vem karkoli, v glavnem, tja v to romsko naselje ne hodi nihče, razen komunalna služba po poslednji dan in pa policija, pa gasilci. Nihče drug ne hodi. Ne? Ker tam je kaj, med Romi je nenormalna velika stopnja kriminala, ukvarjajo se s preprodajem orožja, z drogami. Včasih je bilo še celo afera, so celo organe že imeli, že tako da reč, pa se ukvarjajo z izsiljevanjem, potlej pa z vsem vrstem kriminalom. Ne? Tako da tja ne želiš iti, ne? Tja ne gre noben človek ne stop, ne? Ker tam, če ne greš po drogo ali pa po mladoletno punco za spolne usluge, pač tja ne stopiš. Ne? Taka je ta situacija. No, v glavnem, jaz sem pa videl, da nekaj moram narediti, če mi je rekel gospod škof Andrej Glavan, da se to ne da, sem rekel, pa se mora dati. Ne? Se vem, da ima vse prav, ampak jaz zmeraj delam vse, če mi nekdo reče, da se ne da, tako kot je Sarat je rekel, pop s tebe nikoli neč, sem mogel dokazati. Tako da sem potlej pa šel, pokličem Petra, on je bil zadolžen, je zadolžen v Sloveniji za pastoralo Romo, sem rekel, Peter, sem rekel, jaz bi rad nekaj naredil, prav pejte z mano na Brezje, in oni hodijo na Brezje, ko mi na glavni dopust, ne. Oni celo leto šparajo, ne, za ta dopust. In potlej grejo na Brezje in so tam 3 dni, ne, za velik šmaren. Ne. Tako da sem šel z njimi, sem 3 dni preživel z njimi, sem se prvič pogovarjal z njimi, jedel, se igral in tako naprej. Tako da je potlej pa zahteval korak naprej. No. Tako da sem šel potlej, veste, v vojaški uniformi prvič med njih, ker oni vejo, da policaji pišejo kazni, vojaki pa streljajo. Ne. In so se me kar malo bali, ne. Zato sem pač prvi prišel med njih in sem jim potlej začel, sem jim organiziral, da smo jaslice postavili, da smo imeli za Božje, da smo imeli bogoslužje, potlej, da smo imeli Miklavža in tako naprej. Tako sem se počasi začel, z eno družino sem prišel in sem počasi začel ta let taliti. Pelil sem jih v cerkev, ne, meni, ko sem rekel, da grem v Žabjek, v romsko naselje, žena rekla, a se ti je zmešal, stara mama je rekla, kaj s teboj narobe, sosedje so se vsi, sovaščani so se zgražali, še župnik je rekel, tole nam bo nič v redu iz tega. Ne. V glavnem, noben ni verjel, to sem želim povedati, kakšna je tu zares situacija, ne, da to res ni nekaj prijetnega. Ne.
Ampak sem jih počasi začel v cerkev peljati, tako da so se začeli pred župnija, se je pastoralni svet se je združil, oziroma ŽPS se je organiziral, ljudje so se zbrali in so rekli, kva tu voziš take pa take v cerkev. Mi smo gradili cerkev, zdaj boš pa ti sem jih vozil. Ne? Ampak smo počasi uspeli, tako da zdaj tudi že hodijo na redne maše. Tako da so, veste, za Miklavža v roki hodi tako 20 do 40, za Miklavža jih pride 200. Tako da pri Miklavžu v glavnem sem se naučil, da moram imeti zmeraj nenormalno veliko daril. Ogromno mi je Karitas zmeraj pomagal, zmeraj so bile odprte ušesa, da so pomagali. Tako da je bila lepa reč. Z njimi sem začel, to je tudi pot, moja pot diakona se ni začela, da sem postal diakon. Sem bil ta prvo vse drugo, sem že prej kot laik, že tako kot vi, vsak od vas lahko že zdaj ali uči veruk, ali ima besedno bogoslužje, ali karkoli ima, sem jih pripravljal na krst vse in potlej blagoslove, ki smo imeli, to sicer nisem, ampak rekel sem vse. In oni, veste, oni imajo zmeraj za žegen, ki je, prinesejo, tudi zmeraj pridejo s prkolcem, pa velike košare in zmeraj v vsake košari so spod metki. Oni imajo zelo radi orožje, oni skozi streljajo. Oni imajo radi orožje in oni vejo, da te požegnani metki tem nikoli ne zatajijo. Ker tisti, ki niso požegnani, tisti ne delajo. Ta požegnani prav, veš, Matiz, si je dobro žegnal, vsi so streljali. Tako da je verjetno zanimivo, v glavnem, za njih je glavno krst, vsi so krščeni in oni za krst praznujejo kot mi, kar je pravilno, kot mi ohcet. Tu pridejo z limuzino, z baloni, oni se zadolžijo za 20 let. Oni se zadolžijo, njihov krst košta nekje 8 jurjev, pa ne za tistega, ki krščuje, ki ponavadi je tam med 3 pa 4 evre, dajo. Ker oni zmeraj mislijo, da je treba dati v cerkev bakar. To se še niso osvojili. V glavnem, dajo sem bakar, zmeraj pravijo, za županka drobiš. V glavnem, tako da je njihov ohcet je glavno in to je pol fešta, največja fešta, v glavnem in je veliko veselje. Tako da je bilo zanimivo. Zdaj smo že, po teh letih smo zdaj že osvojili, da vejo, da je Jezus sin od Marije. Ker oni, Marijica je ta glavna in vse drugo je nekaj za zraven. V glavnem Marijica je ta glavna, imajo tako rad Marijico, vsi imajo Marijico posod po hišah, pa nekaj cajtov so imeli, oni so tudi blazno nagnjeni k čemrkoli je, tako da so imeli bracota, braco je bil en Zagrebčan, imel take dolge lasje, pa je samo gledal. So imeli še bracota, tako da zdaj sem jih nahecal, da ni braco, nič ne pomeni, da so ga dali zdaj stran. V glavnem je pa tako, ko pridejo Jehove priče, so vsi jehovci nekaj cajta, potem, ko pride nekdo drug, so nek drug, ampak na koncu zmeraj vsi vrnejo. Tako da je taka zanimiva druščina. In tudi, veste, pri krstu smo začeli od začetka, tu so kar hodili s perovskimi hlašami, s cigareti, not v cerkev, tako da je bilo kar treba poučati šole, da sem jih naučil reda, tako da zdaj pridejo samo starši pa otroci, več ne hodijo cele druščine, ker jim ne pustim, da bi kadili pa pili not v cerkvi. Imamo pa največ dela, da moramo podle zmeraj okrog, ko imamo mi pokopališče okrog cerkve, moramo zmeraj tiste čike po celem pokopališču pobirati, tu imamo največ posla, več kot s krstom. Pri pogrebih je tudi zanimivo, veste, tu so najbolj intenzivni pogrebi, ker jih je, to trajajo 15 minut, ampak tu vmes 3 padejo skrb, ki tukaj jokajo, pol so policaji, ki so 4 iz zapora, pridejo, so vsi oklenjeni, to je tako doživetje, malo drugačno. Drugače pa, se pravi, največ pa praznujemo ravno Veliki Šmarn, tako da sem ugotovil, da vsi ne morejo na breze, vsi nimajo sredstva, da bi si privoščili, da bi šli na breze, zato sem tudi v naselju priredil in vidite, koliko je to otrok in mladih in vseh. In to je njihov glavni praznik, tako da potlej hodimo po naselju, nosimo, molimo, tako da zdaj po teh vseh teh letih že molimo skupaj rožen venc, že znajo. In tudi prvič se je zgodilo, ker se gre za 2 naselja, en je Breze in Žabjak, da so zdaj že vsi skupaj, tu so bi zmeraj vsi skregani. Pri njih so tudi blazno skregani vsi, tu noben ne pomaga nobenemu. Tu vsi en čez drugega šimfajo, vsi en drugega prijavljajo. In tu je tak velik konflikt, da tudi v sami lastni družini so vsi med seboj sinovi z vsemi skregani. In je zelo težko delati. Zato zmeraj pravim, ogromno organizacij se je zmeraj z njimi trudilo, ampak nišče ni bilo še toliko učinka, kakor ga naredi lahko Božji dotik. Tu dela pa nenormalne učinke, veste. In tudi, bi rekel, je bilo prvič v zgodovini, je bilo, da smo imeli prvo obhajance in potlej tudi bermance. Tu ni bilo še nikoli tega. Zmeraj pa ni samo
krst pa pogreb, vmesni pa nič. Ne. Tako da se veselim, da bomo tudi kakšno poroko imeli, ker oni imajo pa svojo vrstno poroko. Ne. To pripeljajo mu iz neke punco in vržejo vrč in pravijo, zdaj sta poročena, zdaj morata iti v hišo in zdaj morata narediti. Ne. Ker otroci so glavni vir preživetja. 2 otroka sta za mene, oziroma za stare starše, 2 otroka sta za naju, naslednja 2 sta pa luksus. Ne. Tako da je to glavni vir, žal je na tak način, da večkrat je občutek, da je to glavni vir dohodkov, ker tudi je, ker tudi ta naša država zelo spodbuja tak način, bi rekel, življenja. Žal, tle pa so največ nastradajo oni. Zanimivost, da vam povem, naprimer, ženska, ko pride k hiši, ni vredna nič, ne sme niti za mizo jesti. Ko dobi otroka, se lahko sede za mizo, ko je pa stara mama, je pa ta glavna. Jaz sem zmeraj mislil, vsi so, mene sem mislil, da so glavni, da so patriarhat tam, pa sploh ni res. Ker moški ali so prepiti, ali so pa v zaporu. In jih ni, moških ni. Ne, se v naši družbi tudi, veste, da zelo malo grob rekel, ne, tudi imamo težave z moškimi, ne. Edino tle smo ta pravi moški, ne. Druge jih ni, ne, ker kaj je bilo moški, ne, zmeraj v zgodovini, večkrat. Ali je bil gastarbajter, ali je bil pijanc, ali je bil pa krober, ne. In ga ni bilo, ne. In ženske pa tudi že vojna je naredila, tako da moških ni bilo. In ste ženske, ne, z razlogom vam pravijo čarovnice, ne, so rekli včasih. V bistvu ne čarovnice, ampak čarobnice. Ker tako moč, ko imate veste nosilke življenja, ne. Zmeraj pravim, če vidiš urejeno žensko, vidiš urejenega moškega. In če vidiš urejeno hišo, vidiš urejeno žensko. Ne mora biti urejena ženska, pa neurejen moški, pa neurejena hiša, ne gre. Zato je zmeraj, ko meni kličejo, ko se povejo na terapijo, ne, in pravijo, in me pokličejo in pravijo, ja, bi prišla rada z možem na partnersko terapijo, ne, in pa prideta in pa vprašam, ne, kaj je pa problem. Prav, ja, dec pije, ne, vprašam njega, kaj imate pa vi problem, prav, jaz nimam problema. Pa rečem, gospod, vi lahko greste, ne. Zakaj bi rešil probleme tam, ki jih ni, ne. Žena ima težave, ne. In zato tudi zmeraj pravim, žena je tista, ki je tudi večkrat v teh terapijah, jaz zmeraj delam partnerske ločeno, moža pa ženo posebej, kadar rad se zgrizeta, ne. In zmeraj rečem, ne, zmeraj opravnomočim ženo, ne, ker mi moški, mi gremo pa pridemo, ne, mi smo leteči, ne. Pa ne smo zaneseti, pa ne smo zaneseti, ne. Zato mora biti stabilna, trdna ženska, tu treba zmeraj pomagati, da je žena trdna, ne, ker žena mora postaviti ultimat, ali boš pil, ali pa greš. Ne, mi moški, mi rabimo to, rekel, to žensko odločnost, ne, in odločno žensko, ne. Zmeraj pravim, jaz se nisem nikjer naučil spoštovanja, ne. Jaz sem najbolj svojega očeta, sem bil jezen nanj, ne zato, ker je pil. Jezen sem bil zato, ker se ni spoštoval. Mi da zjutraj, ko smo šla v šolo, on ta prvo zmeraj 2-krat bruhal, ne, enkrat prav, to pa enkrat doma, ne. Veste, in meni je najbolj grozno, nisem očeta, da bi se naučil spoštovanja. Pa sem se v vojski malo naučil, pa me je pa kdo naučil? Ja, žena. Ker ni dovolila, da se ne bi spoštoval samega sebe, da ne spoštujem je in da ne spoštujem družine. Ni dovolila. In zato zmeraj pravim, ne, ženske, pri vas je veliko, no, pri vas je žal, pri vas je veliko tega zapisanega, ne, velike te odgovornosti, ne. Kaj smo krenili ženskami? Pustimo to temo za drugič, ne. Danes ste preveč zrastle. Glavnem, tako da se je veliko zgodilo, no, ravno s tem Vi imate pa veliko žena. Tako da druga stvar, med Romi je predvsem zanimivo to, pobiramo smeti, nastopamo, imamo pevske vaje, v glavnem zborček, vse delamo, pravim biti zmeraj tu, ne, zmeraj pravim, veste, jaz vem še zmeraj po vseh teh letih, ne, jaz vem s tako težavo v romsko naselje, jih v ponedeljek včeraj sem v Vruk, in jaz sem spet 1 uro prej, tisto, ne, nočem. Še zmeraj imam v sebi, veste, ta gnev, to težkobo, to težo, ta smog, meni še zmeraj nenormalno težko. Zmeraj pravim, ko sem šel prvič v romsko naselje, sem jokal, hodil sem mi tako in molil sem, Gospod Bog, daj mi moč, zakaj me pošilja sem, če vidiš, da ne morem, ne. In edinkrat, če sem mu težko, sem mu pa glih ravno za očetom, ko sem dobil klic,
težko sva se razumela, ne, ker tam, kjer je alkohol, tam je blazno težko komunicirati in funkcionirati. Ne. In pa sem v nekem momentu mogel postaviti me in sem rekel, mi dva več ne moramo na tak način iti, ker alkohol povzroči in izkrivljanje resnice, se pravi, in napačen pogled in gor dol, in sem rekel, mi dva ne moramo več na tak način tu iti. In pa sem dobil enkrat klic, me kliče, stric prav slabuje. Pejte ga v bolnico pogledati, verjetno bo počas konc. Meni je bilo to najtežji korak v življenju se peljati njemu v bolnico. Prej pa nisem pa 2 leti imela stikov. Ampak se vedel, da moram narediti to. In isto samo, ko sem šel v naselje, meni je to grozno, da bi kdaj videl, da bi kar guse malo zaletel vame, da ne bi bilo treba iti. Ker to ni nekaj prijetnega, veste. To je normalno težko, to vsak teden ista bitka. In tam začetem isto, nisem šel pa tja, pridem tja in je spet vse zmetal, kar je mogel, ampak jaz sem se naučil kaj, ne. Jaz nisem prišel tja z njim tekmovati, kdo ima prav. Jaz sem ga prišel poslušati. In tako sem ga šel še drug dan obiskati in 3 dan in pa se čez 5 dni smo se kot prijatelja se poslabo. Ne? In to je bilo 2 najtežji poti, v romsko naselje pa k očetu po spravo. Ne? Tako da mi je še danes težko, ne? Priznam, sicer so pa nenormalno ljubeči. Ne? Spravim, oni so, bi rekel, žal mi je, da moram tako reči, ampak so gobovci današnjega časa. Ne? Ker so nezaželeni, kaj pomeni gobavast. Če mi je kje blizu, mi pomeni smrt, mi pomeni okužbo. Ne želim si biti v njegovi bližini. Ne? Zato so v getu, zato so zaprti, nobenih noče imeti stika z njimi. Oni so zmeraj tisti, ki smrdijo, lažejo in kradejo. Ne? In oni so tisti, ki nosijo, bi rekel, največje breme. Kaj, kot sem že prej rekel, kaj je najhujš za človeka? Noben te noče, noben te potrebuje, nobene veljave nimaš, nič nisi koristen. To je najhujš, kar obstaja. V bistvu zame na tem svetu sploh ni prostora. Ne? In zato te stvari zdravi vera, ne? Ker Bog pa ima načrte zanje, za Boga pa sem koristen in tako naprej. Ne? In tako da sem v glavnem začel z veruki, več skupin, se pravi imam mlajše od 4 leta do 12 let, pa starejše od 12 do 50 let. Ne? Tako da tudi tle jaz ne upoštevam nič navodil, ki jih daje cerkev, ker edini pogoj za botra je, da ni bil v zaporu. No. Drugega ne morem zahtevati. Ne. Tako da sem tudi videl, ne, in pa kaj pomeni, to je zame mini misijon, med njimi karkoli je, ker jaz, ko sem, meni bo čudno, zakaj se noben upiše v srednjo šolo, noben Rom nima narejene srednje šole, niti ne gre v srednjo šolo. In potem sem se začel pogovarjati s tem ženskami, ne, ki si videl, da zdaj ti se ne moraš nič zmeniti, ne. Sem začel pogovarjati, sem rekel, zakaj ne date punce, ki so prišle k Bermi, sem rekel, končale so osnovno šolo, kar je čudo, zakaj jih ne date vi v srednjo šolo? Prav zaradi prevoza, ker nimajo prevoza, ker mi je strah, kaj bo, ne, na poti, ne. In potem sem šel do župana, sem rekel, gospod župan, sem rekel, dajmo mi tole prevoze zrihtati. Prav, upravičeni so samo osnovnošolci do javnega prevoza, srednješolci ne. In pa sem jaz obljubil, če boste upisali punce pa fante v srednjo šolo, vam jaz zagotavljam in obljubim, da bom zrihtal prevoz. To je bilo 15. junija. 28. augusta še nisem v prevoza. Sem rekel, se bo nekaj rešilo. Pa sem začel pa že kar malo bolj napeto moliti. Ne. In potem me pa pokliče Dejan Glavač, najin sodelavec z Jožetem, kliče pa glih pri malteški pomoči, prav, nisi nekaj jamro, da rabiš nekaj za kombi, nekaj pokrici. Jaz sem rekel, ja, za 2 dni, prav zrihtej, bomo mi pokrili za 1 mesec. In pa so res malteška pomoč, so tukaj so prišli in so pokrili, da so šli tle srednje šolci, so šli prvič v življenju iz tega naselja, so šli ljudje v srednjo šolo. In jih je šlo, 8 jih je šlo, vsak dan. Pa se je mesec iztekel in pa spet ni bilo denarja za ta kombi pokriti. In pa se je škof dal, enkrat je pritisnil, bom jaz to riskiral. Pa se je pa kar začelo, pa sem pa kar zaupal, da bo že Bog uredil. In Bog je uredil, da so vsake župnije so me enkrat poklicali pritiskati, imamo nekaj zate. In se je tako uresničilo, dokler ni pa občina videla, da je to res prava stvar, tako da zdaj občina financira človeka in kombi, da jih vozi vsak dan, jih pelje in jih pride iskati v srednjo šolo. Sem pa obljubil, ne, če bo se naredil letnik, vas peljem v Medžugorje. Ne. Tako da sem jih res letos peljal v Medžugorje, te, ki so naredili letnik, 2 sta pač odpadla, ostali so pa naredili, smo šli v Medžugorje in to je za njih glavna stvar. Ne. Tako da zdaj vidim, da vsem sem obljubil, da jih peljem v Medžugorje in se vse zmenimo. Tretja stvar pa je, veste, vera ni samo molitev, ne, vera ni samo veruk, ne, vera so konkretna dela. Ne. In eno je tudi to, da sem jim začel iskati službe. Jaz kot terapeut, pa kot malo izkušen na raznih teh podjetniških področjih, sem tudi coach za, oziroma bi rekel,
trener, pomagam vodstvom podjetij, direktorjem in tako upravi in tako naprej, imam predavanje za njih. In potem sem se zmeraj zmenil, kjer sem bil v kakšnemu podjetju, organizaciji sem se zmenil, dajmo še enega Roma zaposliti. Ne? Ampak to ga noben noče, ker noben ni zaposlen. Ne? In smo se pa začeli dogovarjati, smo se pa dogovorili za eno in drugo in zdaj imamo v enem letu, ker sem tu začel aktivno, smo začeli delati na tem zaposlovanju, imamo zdaj že 14 zaposlenih, so v domu starejših občanov, potli so neki na komunali in tako naprej. Ampak jaz moram zmeraj dan zavezo, da sem jaz svezni kontakt med enim in drugim, da rešujem spore, da rešujem, ko ga ni na šiht in karkoli. Tudi je ogromno enega dela, ampak sadov je pa še več. Sadov je pa še več, v glavnem je res taka lepa stvar in hvaležni so, ker do zdaj ni noben delov, ker se jim ne splača in vsi, ki delajo, dobivajo od države, zato dobivajo skupno splačo vred in prispevki dobivajo od 100 do 200 evrov manj, kakor da ne bi delali. Manj dobi, če dela, kakor če ne bi delal. Ne? In veste, kako moram pol energije dati, da ga prepričam, da kljub temu, ki ga v službi se delajo z njega norcem, ga zabavajo, da gre v službo in da ustraja in da zjutraj ostane, ker mu ne bo treba. Se mu ne splača, da gre. To lahko dela sem Bog. To ne mora narediti človek. Prepričati Roma, da bo dobil manj, če gre delati, pa gre delati. Ne? In ravno to je poanta, da je pot, da naredimo svetilnike, da svetijo drug drugim. Spravim, če so se oni sami pokvarili med sabo, se morajo sami pozdraviti, urediti. In zato zdaj že delamo počasi, tako da drug drugega pregovarjajo, tako da zdaj imam že 20 na spisku za zaposlitev, ampak jih noben hoče zaposliti. Gre počasi in počasi in počasi in počasi. Tako da še enkrat bi za zaključek ravno to povedal, pusti prazen čoln na obali. Veste, mi kot kristjani, ta svet danes je žal, je bolan, ampak je tudi ozdravljiv. In mi smo romari upanja. In če ne bomo mi, kdo bo? Mi nismo v poziciji, da se bomo izgovarjali, veste, se bodo pa drugi uredili. Noben ne bo. In mi smo misionari, veste, na Dolenjskem jaz tega ne predavam nikoli, ker noben hoče tega poslušati, ker je neprijetno, ker je zelo blizu in tudi mene vabi. Tle prvo vas je luštno, vam je to luštno poslušati, tako kot na Dolenjskem je luštno o Madagaskarju poslušati. Ampak o tem pa ni luštno poslušati. Je pa grozno poslušati. In zato jaz tudi danes želim vas nagovoriti. Veste, jaz nisem bil še zmeraj, nič ne vem kaj, ampak sem, da prisluhneš, kam me Bog kliče. Vsakega od nas, duhovnikov primanjkuje, duhovnikov bo čez dalje manj, to je dejstvo. In se ne moramo več zgovarjati, bodo župniki, bodo kaplani, ne bodo. Mi smo poklicani in naša zapuščina je, da te širimo. Pa ne z besedami, pravi Frančišek, če je potrebno tudi z besedami, z dejanji, da odpiramo srce, da nismo tisti, ki netimo ogenj prepira, ampak ogenj ljubezni. Ker nas gledajo druge, veste, nas gledajo, kakšni smo mi. In pravijo, zdaj pa ne vem, če bi šel, kakšni so tam. Nas gledajo. Mi smo živi pa noji, mene gledajo, ko nosim križ, ali vredno nosim ta križ. In niso heci več. Današnja družba drvi dol, ne gre gor. In mi smo odgovorni, da smo misionari, najprej v svojih družinah, v svoji okolici, ker drug namesto nas ne bo tega naredil. Žal. Tudi malo več vedrine, ker kristjan mora biti vesel človek. Ker če vidi za enega kristjana, noben ga to ne zanima. Če tam vidim vse žalostne iz cerkve, mene ne privlači, da čuti isto cerkev. Če pa vidim ljudje, ki se objemajo, ki se poslavljajo, ki debatirajo, ki imajo skupnega, to je pa veselje. Zato meni je to zmeraj pravim, jaz sem šel v romsko naselje, zakaj? Da bi spremenil njih. Pa koga sem spremenil? Sebe sem spremenil, ki mi drugi ne moramo spremeniti. Mi ne moramo, drugi lahko spremenjamo samo z nasiljem, pa ni nikoli učinka. Sebe spremenil, dovolj je, da sebe spremenim, dovolj je, dovolj. Ne biti zahtevni, dovolj, da sebe spremenim. In zaradi njih sem postal in terapeut in diakon. Zaradi njih. Ne zaradi sebe, zaradi njih. In smeraj si domišljam, koliko sem jim dal, ampak nikoli ne bom mogel vrniti tega, koliko so dali oni meni.
Oni so mi osmislili življenje, prikazali so mi pot, naredili so me za tistega, ki ga je Jezus pokličal, pusti, pojdi, ribiče, vodi ribič ljudi. In če sem jaz lahko, je lahko vsak izmed vas. Kajti vsi nas imamo v sebi toliko enega trpljenja, toliko ene krivde, toliko enih strahov, potem smo si vsi enaki. Ampak vsi od nas vemo pa tudi, kdo to vse celi. In vsi od nas smo dolžni, odgovorni, da prenašamo to naprej, da smo luči. Ne ogenj, ki uničuje, ampak ogenj, ki razsvetljuje, ogenj, ki kaže pot. Dobro, ok. Zdaj pa, če imate še kakšno vprašanje, nič prav. Res? Boste pa naredili s tistim, ki se ne dajo preveč govoriti. Ja, v glavnem ključno je zavedanje. Ja, 3/4 je takih. Ja, 3/4 je takih, ampak ključno je zavedanje, da vseh ne morem rešiti. To je ključno, vseh ne morem rešiti, dovolj je, pa preveč pa je, že dovolj ali pa preveč je pa tistih, ki jih lahko rešim, jih je pa že tistih ogromno. Ne, jaz pa vsak dan, najrajš pa v nedeljo me kličejo zvečer od 8 do 10, da so se spomnili, bi pa oni rad delal, če mislijo, kako še čih zrihtam. To imajo pa najrajš. Oni bi se vse dogovarjali v nedeljo od 8 do 10 zvečer, da imajo vsi cajt, ki prej ga nimajo, takrat pa imajo. Vlade, tako da je... Še eno stvar. Ja. A slučajno med njimi so taki, da bi njih navdušili? A so? To me ne zanima. Med Romi, Ja. da bi ta poslanstvo vršili? Seveda, se to je glavna naloga, se pravi, A so taki? so. A ja? Bomo do problema. Ja, seveda so. Sam plačal štima. Da ne bomo krivdano... Se pravi, vsi te, ki delajo, hodijo v službe, kjer niso zaželeni in hoteni in dobivajo manj plačani, kot če ne bi delali nič, so tisti, ki kažejo, ki so svetilniki drugemu. Ne? Ja, drači, mislim, tu je... Reči, da to je Romo, po novšemu delu. Ja, je. Sodelavcev pa nimam, veste. Sodelavcev pa ne boste verjeli, da jih nimam. A res? Ne, noben noče. Ne vem, zakaj ne. To tako fajn je. To je pa najlepši poklic. Ja. Kaj pa ti razne nevladne organizacije, ki jih je polh na usta, recimo smo poskušali zadnje leto, levičarske, ko so vsi za Rome, pa ne vem kaj, a se ti kaj pokažejo, a imate kakšne stike z njimi? Ja, jaz sem v vseh teh vladnih skupinah, so se celo spomnili, bi mogoče znal kaj povedati. Oni so še zdaj imeli na programu, smo imeli na srečanju, so imeli, da je treba zmanjšati patriarhat med njimi. A ga sploh nikoli ni bilo. Tako da vemo, kaj je. In pol me ena nevladna organizacija, smo bili tudi na nekem srečanju, pride do mene prav, a ste vi z Dolenjske, sem rekel sem. Veste, dobili smo eno pritožbo, moramo obravnavati, mi smo nevladna organizacija iz Maribora, nekje, ki skrbimo za enakost pravic. Veste kaj? Moramo obravnavati primer, ker so prišle pritožbe, da niso iz strani cerkve enako obravnavani, ker jih ne krščuje župnik, ampak en stalni diakon. Ne, tako to zgleda potle, ne. A sem rekel, to sem pa jaz, veste, sem rekel, se pa lahko takoj pogovoriva vse, ne. In rata rdeč, ne. Drugač, problem je, ker se proba se enačati sistem Murske Sobote oziroma Prekmurja pa Dolenjske. Je pa bistveno razlika v tem, da v Prekmurju so hodili delati v Avstrijo, kjer so dobili dobro plačeni in so se bistveno bolj rangirali, ne. Sicer tam povzdigujejo vrtec, kar je sicer res, ampak vrtec je funkcionalen takrat, ko so starši zaposleni. Če si pa ti dobiš 50 € na mesec otroškega doklada več, če ga nimaš v vrtcu, ker je še od leta 91, ko je bil baby boom in so bili majhni vrtci, če imamo pa še zdaj mi danes to zakonodajo in dobi starš, ki je doma več mesečno nadomestila, če ima otroka doma, pa ne daje v vrtec. Ne. Tako da zaposleni Romi zdaj pa dajejo, ne. Tako da je rešitev v tej zaposljivosti, ker delo mene osmišlja. Ne? Ker mi smo okoli ljudje, mi smo polni, veste, polni ene energije, ne? Vsep, ne? Mi smo kot elektrika, ne? In če ne delam nekaj konstruktivnega, nekaj pametnega, delam nekaj neumenega ali destruktivnega, ne? Destruktivnost je pa pornografija, droge,
alkohol, agresija, depresija in tako naprej. Ne? In vse to se tle dogaja. Ne? Tako da je, mislim, te nevladne organizacije, z enimi sodelujem, ki se ukvarjajo, vsi se ukvarjajo, veste, sem z šolskimi otroci, z otroki šolskimi ali pa z predšolskimi, malo noben se pa ne ukvarja s temi, ki prekinejo ali zaključajo šolanje. Ne? Tako da tle se je ratela ena taka velika bula, tako da jaz probam potem zdaj tudi iščem sodelavce in delati na tej ravni, no, da skrbim za te zaposlitve, ne? Da so smiselni. Drugač pa učinek, kaj je, jaz mislim, da se je učinek zdaj v zadnjih letih pokazal z 12 zaposlenimi za srednje šolci in tako naprej. Ker je konkretno delo, ne. Ker tudi mi lahko naredimo karkoli, ne, vsi vemo kaj, ne, na koncu naredi Bog svoje, ne. To je dejstvo, da se ne moramo zatiskati oči. Mene pa zanima, če imate kakšno idejo, vi ste šli skozi to osebno, ne, preobrazbo, ampak kako bi recimo med ljudmi na Dolenjskem, ne, pač mi smo tlele neutralni, ali pa to med civili, kako bi dosegli neko drug odnos do Romov? Vse se je začel, no, jaz sem pa tle začel tudi veliko tem pisati, veliko tem oznanjati, tako da zdaj se že v tej župniji, kjer sem, kamor tudi spadajo oni, tudi zdaj že hodijo redno v cerkev, so jih začeli sprejemati, tudi da je bistveno, mislim, so se spremembe začele dogajati. Tega nasilja je bistveno manj, prestopništva je bistveno manj, tako da se tudi policija opaža, da so se začele neke tendence, naprimer na drugih krajih, kjer pa ni nič, se pravi, kaj je že, Škocjan, pa Tlekerino, Grm, pa vse tam je pa porast. Edino tlele pri nas v tem delu je pa upadlo, no, vsega tega, ne. Tako da, zmeraj pravim, ne, mi smo tisti, ki oznanjamo, ne, tle sem že, jaz kot dijakon, tako kot gospod, ne, jaz že, ko stopim pred oltarno mizo, že pričujem. Sem že pričeval, da je moški lahko tudi nekako služi, da je moški tudi tisti, ki gre v cerkev, tudi tisti, ki moli, tudi tisti, ki se razdaja, ne. Tako da svojo prisotnostjo, drugače je kar zanimiva tema, no, mediji kar veliko poročajo o tem delu, ki ga delam, no. Tako da se počasi začelo premikati, no. Tako da iz tega, da so me vsi, bi rekel, bili zasmehovalni, no, je zdaj že, mislim, čutim veliko spremembo. Vztrajati treba. Problem je sem to, veste kaj, ker Bog ne pozna na cajt. Ker Bog si vzeme v čas velik cajt, to je pa edina stvar. Lahko še kaj poveš, kako si se odločil za diakonat? Ja, to je zanimiva zgodba. Moja žena ni hudoverna, ne. To pomeni, da mama je bila učiteljica in ravnatelj ni glih odobraval, tako da je bila itak na skrivaj krščena, Hveruk je v 5. razredu že naredila bermo in pol ni bil nič več. In sem hotel biti sicer duhovnik, takrat po mamini smrti, ker sem res čutil klic in znamenja in sem v sestro Pijo, ki mi je imela prerokme v 1. razredu, in ona je že pred, ki me je videla, rekla, Matic, Bog ima s tabo posebne namene. Ne? In jaz sem rekel, itak to rečete, vsakmu kar ima, z vsakmu posebne namene. Ne? In prav, jaz bom zate molila vsak dan, ne? In sem si mislil, si tak nimate kaj drugega delati. Ne? In sestra Pija je res molila zame vsak dan in me je potlej sem zamenil, smo se preselili, sem živel pri starih starših in nisem imela stikov, enkrat se srečamo na Brezu in prav, Matic, kaj si tudi ti, sem rekel, ja, sestra Pija, smo šel pa najbolj za duhovnika, ne, čuten klic. Prav, videl sem ti rekla, prav, jaz se vidi, jaz zate res molim vsak dan, ne. Potem sem mi pa rekel spet, da pred poroko sem bil in sem pač videl, da to ne bo šlo, ne, imam čudovito ženo, me je prepričala, ne, v glavnem in sem šel na predvečer poroke, malo Bog, daj mi znamenje, da nam ga kaj posral, ne, ker vemo, koliko je moških, tudi poročenih poznam, ko so tako nesrečni, ker niso šli za duhovnike, sem rekel, da nam tisti nesrečni, daj mi jasno znamenje. In smo se poročila in je bilo vse lepo, sestra Pija me spet kliče, pravim, sestra Pija, ne bom duhovnik, sem se poročil, prav, v redu je, prav, današnjo cerkev potrebuje še bolj laičnih pričevalcev, kakor pa mogoče duhovniških, ne. Prav, jaz bom zate molila vsak dan. No, glavno in pa je tudi za Izaka molila vsak dan in vse njene sestre, za sestre so molila vsak dan, tako da molitev res premika, ne. Potlej pa bil pa me pa enkrat škof Andrej Glavan pokliče, prav, mi smo prepoznali, prav, prid na sestank in me prav razmišljali smo te prepoznali, da bi ti bil lahko kandidat za stalnega diakona, ne.
Pri nas ni, veste, v naši škofiji ni stalnih diakonov, ne. In je bilo to, sem to prvič slišal, nisem vedel, da to je, čeprav sem bil na teološki fakulteti, nisem vedel, kaj to je, ne. Ampak sem potem nekako mi začel razlagati, malo mi je bilo jasno in rekel, veš prav, ampak bo mogla dati žena soglasje, ker tu je pot obeh in žena mora dati soglasje, ne. In meni pa sem film povsem rekel, tu se pa nam zgodilo, ne. Ampak sem rekel, se bomo slišala in pol povem ženi in prva stvar je rekla, jaz sem župankam spala, ne. Vse na župankam spala, ne, sem pač diakon, ne, tam ne bo se nič kaj veliko drugače, kot je zdaj, ne, ampak sem rekel, ne bom tako mal, ne, rekla, ni šans, ne. Pa sestra Pija kliče, sem rekel, sestra, zdaj pa pojačajte to molitev, ne, če smo okej, ne. Tako sestra je spet našvicala, se molila, jaz tudi. In potlej pa nekako na barantan Petra sem rekel, lej, dej, gremo sem probat, saj če ti ne bo, pa ne bo, ne, sem, da vidimo, kako bo, saj kot ti neč kaj tajzga, ne. V glavnem polju na hec sem pa rekel, ajde pa dejmo, ne, prav, ampak, ne, če bom videla, da ni bo konc, ne, sem rekel, prav, bela konc bo, ne, nič ne bo, ne. In bolj grem res prvič so povabili na srečanje, nas moške, ne, pa žene, ne. In itak sem jaz to bolj vojaško rekel, grem jaz v izvedovanje, sem rekel, grem jaz kar sam, da to vidim te prvo, kakšen je to teren, da je malo prepravim pol za drugič, ne. In tisto tam pridem, tam se vsi predstavljajo, prav, kje imate pa vi ženo, sem rekel, glih neki je prišlo, ni mogla, ne. Pa da jaz to pridem domov, povem, kako bo sem kot čudovito, so boš videla, nič nekaj tazga, ne. Potlej pa gre drugič res, ne, veste, tu žene so, ne, žene so, ena vod pevski zbor, ena je katehistinja, ena je molivka, ena je napu svetnica, ena je že svetnica, ne. Potlej pa moja žena, ki ni pa nič od tega, ne. Ker je pa na vsake 14 dni jo spogajam, da gremo skupaj maš, ne. Pač tako je, ne. In potlej pride tja, ne, in ko je bila tam to vse videla, rekla, kam si tu mene pelil tu? To ne bo šlo, ne. Tisto je, ne. In pol, hvala Bogu, je bilo pa tisti caj, da je na naslednji teden pa že pokazal, da je noseča, ne. Sem rekel, vidiš, ne. In potlej nekako je šla še, pa je bilo fajn, je bilo 1 leto, je bil izgovor, da je noseča, da ne mora hoditi, ne, tako da smo nekako to prerinili drugo leto. Drugo leto je pa Bog spet poskrbel, da je bil pa COVID. In so rekli, da bomo preko spleta in pol, ko pa je bilo spet odprto, vse so pa rekli, da je bilo pa fajn, da moški bi hodili sami, brez žena, zaradi okužb vse skupaj. Tako da, če vas zanima, zakaj je bil COVID, zato da sem jaz lahko postal stalni diakon, no. Reč ne bi, tako da zdaj je pa že boljš, no. Ampak veste, jaz smo zmenil vse same take, ne, zelo švoh verne, ne. Zakaj? Zato, da se učim v praksi direkt, kako je treba s takim delati, ne. Tako da mi je en tak velik blagoslov, tudi Petra me uči, ne, ker ona je, ne, ona je tista, ki išče razloge, ko gajo se narobe, ne, nismo nam pa zmeraj najdeti izgovore, zakaj ja, no. Tako da mi veliko da in tudi zato sem zmeraj rekel, ne, če me ne bi tako zelo ljubila, niti pod razno ne bi, niti približno šla tako blizu, ne. Danes je pa zadovoljna, veste, zdaj pa srečna, no. Zdaj nekako štima, tako da sem prav, zakaj treba tukaj imaš, ne. Ampak gre, lepo je, no. Lepo je, ker kot diakon lahko imam ogromno krstov, ogromno porok. Meni je, mislim, to mi je prednost, ne, se vem, duhovniki zmeraj pravijo, ne, mi lahko veliko vemo tudi o družinah, ker smo odraščali v družini, smo pri spovedi, veliko slišimo, ampak še zmeraj čutim poslanstvo, da govorim o partnerskem odnosu, o sami družini, ker to je moje, ne, ker tudi kot diakona veste, je najhujša skušnjava to, da bi želel postati kot duhovnik. In potem je ključno, da se zavem, kje je moje mesto, kaj je moje, ne. In danes se zavedam tega, ne, moje je oznanjevanje, ne, moje je to, da spavljam ravno hribom, hodva okrog, da ljudi bodriva, da izražajo vero, moje je to, da pričujem, kako je biti poročen, ne, kako je, ko prideš domov, pa je žena tečna, pa sin bolan, ne, kako to izgleda, ne, to niso heci, ne. V glavnem tako, da na tak način vidim ta prednost, ravno to, da kot diakoni pričujemo tam, kjer drug ne more, no. In je to čudovita služba in to, da boste imeli stalnega diakona, je to velik blagoslov, tudi za vse moške, ker moški zmeraj mislimo, da je stvar za ženske, pa ni vera, ne, vera je za vse in tudi pogumno, no, zelo pogumno. Tako da ja, to je ta pot, zanimivo, ne. To je res, sestra Pija pa Bog sta imela tle prste, no. Še. Pa dajmo. Kako ste prišli do logoterapije, ker je logoterapija ena od mnogih teh raznih terapevtskih pač smeri. Poleg tega v Sloveniji je zelo pač malo poznana in je kot neka
bolj uradna, recimo, je tista družinska terapija, ki jo forsirajo na teološki fakulteti. Logoterapija pa nisem poznana, pa je osebno sicer bliže krščanstvu kot tisto, kar se Tako, bravo. ampak me zanima ta pot. Tudi razmišljanje. Ta pot je bila, jaz sem se zmeril kot 13-letni takrat, ko sem ostal brez vsega, ker sem mislil, da je življenje konec, da ne bom več mogel živeti. Sem se spraševal, kje je Bog, pa kakšen smisel ima skupaj, zakaj tukaj trpimo, ne? In zakaj je ta smrt. Ne? In ravno bi rekel, logoterapija odgovarja na smisel, ne? Kaj je smisel. In tast mi je kupil knjigo za Božič, da smo čudovitega tasta, pa čudovito taščo. Mislim, boljšega si ne more zbrati, kot imam jaz, imam resnično, mislim, to sta starša in tast in tašča in prijatelja, vse ob enem. In mi je kupil knjigo, kljub vsemu reči življenju, da, od Viktorja Frankla. In ko sem jaz to knjigo bral, mislim, jaz sem rekel, pa to je to, pa to je to. Zato, ker to je edina vrsta psihoterapije, ki predpostavlja duhovno v človeku. Vse druge vrste psihoterapije se sem božajo, pa se malo pogovarjamo o čustvih, pa kako je, tle pa kliče k odgovornosti konkretnemu, predvsem pa temu zavedanju, da me nekaj presega, da nisem jaz vse, da nisem jaz žrtev, da jaz nisem karkoli, ampak jaz sem, bi rekel, poslan, jaz sem sokreator, ne? Nekdo se me je zamislil, da sem na tem svetu in tu je klic k odgovornosti. Ne? Zato zmeraj pravim vsem, ki pridejo k meni na terapijo, te prvo čestitam za pogum, ker to ne bo nekaj prijetnega. Ne? Ker vsi bi se prišli malo pogovarjati, samo ampak s tem ni učinka, veste, če se pogovarjamo pa božemo. Ne? Zato vam tudi ta vrsta psihoterapije ne poteka eno leto, kot druge, ampak jaz zmeraj pravim, če v 2 mesecih ne urediva stvar, ali je nekaj z vam narobe, ali je pa nekaj z mano narobe, ne? Ker je zelo konkretna. Ne? In zato so tlele. V glavnem veliko blizu mi je ta Frankl, njegova zgodba, on je bil tudi zelo veren, on je dal taborišče čez, dal 4 taborišča čez, prišel je ven 37 kilogrami ven, v glavnem in tam je glih preučeval, on je bil drugač specialist oziroma je preučeval samomore, zakaj ljudje delajo samomore, tudi zato mi je bil verjetno tako blizu in je videl, da ljudje ne delajo samomore zato, ker mu ne bi bilo udobno, ker bi živel v pomanjkanju in niti zaradi tega ne, ker ne bi bili dovolj močni ali pa ker ne bi se razvijali, ampak zato, ker ne najdejo smisel. Ne, ker če jaz ne vem zakaj, ne vem niti kako. In če jaz ne vem v taborišču, zakaj bi jaz še preživel, ga ne bom preživel, pika. Tako kot v vsakem trpljenju, ki ga imam. Če ne vem zakaj, ja ga ne bom. Ne, zato glih, smo se z Rokom pelali, smo ravno en telefonski pogovor tudi, je najtežje delati z mladimi, ker ne vejo zakaj. Ne vejo zakaj. Zakaj ne bi bil odvisen od telefona, zakaj ne bi bil odvisen od drog. Ne? Jaz, ko sem bil v Čanakolu, v Zagrebu, v komuni, veste, so bili v moškem delu, so bili odvisniki od drog, v ženskem delu pa veste od česa? Od telefonov. Od 3 do 5 let so noter v komuni in je rekla, končno sem spala 6 ur v kosu, ko sem prišla v komuno. Ker je cele dneve sem pregledovala, gledala, objavljala, gor dol. Ne, se danes hecam staršem pravim, dejte raje otroku cigaret, kakor telefon, boste manj škode naredili. Manj škode, zagotovo manj škode. Pa ne, da bi dajali cigaret, ampak vse, da si predstavljamo, kako je to ratalo obsežno. No. In logoterapija ravno to, ne, jaz se nikoli ne zdravim simptomov, tudi meni, ker imam alkoholikov ali pa alkoholičarke več, kot je alkoholikov, ne, jaz nikoli ne zdravim, da bomo nehali piti. To je posledica. Jaz moram vedeti prvo, kaj je moje poslanstvo, kaj je moj smisel, kaj je Božja volja zame, kaj je moja pot. Ker če jaz hodim nekaj, kar je zame, ja, ne rabim nobenih drugih, ne drog, ne alkohola, ne pornografije, ne nič. Gre samo stran in jaz ne spregovorim besede o alkoholu v terapiji, ko se pogovarjamo, ker to je simptom. To je samo posledica, jedro je pa nekje drugje. Ja, ne najdem smisla. Ne vem, zakaj je to življenje lepo. Ne vem, zakaj bi še živel. Ne vem, zakaj bi se trudil. Ne vem, zakaj bi zjutraj ob 6 vstal. To je najhujš, ker ne vem, zakaj bi sploh vstal zjutraj. Veste, kaj je pa najhujš? Po noč ne moram spati, zjutraj ne moram vstati, zvečer pa ne moram zaspati. Ja, ne? Ja, mislim, ne? Kaj, če imam pa je smiselno nalogo, da jaz vem, da me nekdo potrebuje. Ampak vsi smo poslani za nekoga, ni nobene izjeme tukaj. Vsi smo za nekoga poslani. In tu je ta klic odgovornosti. In jaz, da se odzovem na njega. Življenje je kot reka, pisem in vsako pismo, ki ga vzamem, je zame. Ne? In vsi pravijo, ja, pa ne morem, jaz pa ne znam, pa imam take roke, pa ta govor, pa nisem tako spreten, to so izgovori.
Ne, vsi bili radi žrtve, ne, vsi pravijo, jo, veš, ali jaz bi, če bi pa tako pa tako, pa če bi to pa tako, pa če bi bilo zakonodaja druga, pa če bi bila druga država, bi pa lahko, ne. To je vloga žrtve in vloga terapije tega ne priznava. Ne, jaz nisem žrtev. In tukaj je ta razlika. Zdaj veliko tudi o tej obratni nameri, a ne? Ja, tako. To veliko govori o tem. Ja. Mislim, Se sprosti, v bistvu se sprostiš na nehoten način. Tako. Ja, zmeraj pravim, ne, sploh pri tem, ki so, zmeraj treba to paradoksna intenca, ne, se reče, zmeraj moram nekaj na hec obrniti, ne, humor je najboljše zdravilo. Veste, kaj naredijo Romi, ko nekdo umre? Oni imajo 5 dni, je doma leži in 5 dni se samo vice pokajo in se smejejo, ker je humor je najboljši za strah, pa za žalost je najboljši učinek, ne. Tako da, mislim, veliko ima metod, ne, na dolgo, ampak je, bi rekel, ena tudi ta nasprotna namera, se pravi, če se jaz bojim psa, moram iti do njega in ga pobožati, ne. Moram iti direktno in mu reči, lej kuža, lej take sočne noge, pa še nisi nikoli ugriznil v grizenjo, ne. Se pravi, glih kontra grem, ne, ker malo možgane pretentam, ne. Ja, od logoterapije imam pa drugo predavanje pripravljeno, bom pa še drugi sprašil, prav? Zravno hribo. Ja, s Pavletom Ravnohribom pa ravno to, ja. Prvič sem bil kot gost povabljen na svetopisanski maraton lansko leto v Šenčur in da so me povabili in za izpreševalca so me dali, za povezovalca so dali Pavleta Ravnohriba. In jaz sem se počutil tako, mi je bilo nerodno, ne mora Pavle Ravnohrib mene spraševati, ne. In sem mu rekel, gospod Pavle, če bom imel kdaj možnost, bomo spremenili vloge, bom jaz vas spraševal, ne. In pa ga enkrat srečam, prav, nekaj si obljubil, ne, sem rekel, res je, ne. In pa smo se spomnili, no, kako bi, ne, ker veste kaj je, ne, današnji človek ima eno težavo, ne, mi do 19. stoletja smo bili, ali pa bi rekel tudi do 20. stoletja, je bila družba, zdaj se bom grdo izražil, seksualno zavrta. O spolnosti se ni govorilo, zato so tudi, bi rekel, vse psihopatologija velikrat izhajala iz tega, ker ni bilo rekel, neizživetosti, ampak je bila to ena tabu tema. In tudi ženske, gospe so bile večkrat, ni bilo spolnost daritev, kakor uči cerkev, ko se jaz darujem sebe, njej in ona sebe meni, ampak je bilo skoraj neki mini posilstvo na nek način. Ne. Tak je bil čas in o tem se ni govorilo. Ne. In so ljudje ratali, bi rekel, zavrti iz tega vidika in se patologija začela kazati. Današnja družba pa govori o vseh položajih, o vseh kombinacijah, o vseh različnih partnerjih, o 4, o 5, ne vem, karkoli, ni nobene težave o tem govoriti, težava je pa govoriti o veri. Danes smo pa ratali mi duhovno zavrti, ne govorimo o veri. Veri je nekaj intimnega, vera je nekaj, kar se ne tiče nobenega, kar pač malo pogledamo tla in o tem ne govorim, v cerkvi ja, druge pa ne. In zato smo s Pavletom ravno se čutili nagovorjeno, da to poslanstvo razbijeva. On, kakor znana oseba, ki kaže pogum, ki jasno in glasno pove, jaz sem kristjan, verujem v Boga in to je edino, kar je. In jaz pa kot, bi rekel, kot terapeut, pa na tak način kot diakon, pa tudi pričujem in hodva okrog in govoriva o Francetu Prešernu in njegovi veri in Pavlu Pavletovi veri in moji, na tak način, da ljudi opogumljava, da začnemo to javno govoriti. Ne. Ker mi imamo eno težavo. Mi mislimo, da nas je malo, ne. Mi mislimo, da smo manjšina. Mi smo najbolj organizirani kristjani, najbolj urejeni, največ nas je, pa mi se tega sploh ne zavedamo. Mi pa skusimo neki revčki, ki se moramo nekaj skrivati, pa da se nekaj strah, halo, dajmo se malo v roke prijeti. Ne? Mi rabimo ta pogum, mi se moramo zavedati, pa nas je največ, tako organizirani, kot smo mi, pa jih ni, ne obstaja. In mi se moramo opogumljati drug drugega, da smo si bratje in sestre, da si stojimo drug zraven drugega, da pričujemo resnico. Ker če ne pričujemo resnico, kaj pričujemo? Laž! In zato je tle pomembno in zato tudi s Pavletom čutimo to poslanstvo, da hodimo drugodo, da te tabuje razbojeva, pa da opogumljava ljudi. Da čakamo, da boste enkrat nas naju povabili, pa še niste. Čakamo kulturni dom. Prav. Bodite pripravljeni. Bomo nizko štartov. Okay. Ima še kdo kakšno vprašanje? Če ne, pa pišite na mail, prav? Ja. Bi se jaz zahvalil. Tako darilce, kot ga dobijo vsi naši gostje. Odlično, Bogu hvala. Tako. Pa upam, da se še kaj vidimo, no? Ja, seveda.